Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj v Soboškem parku, ki bo čez nekaj dni prizorišče tradicionalnega festivala Soboški dnevi. Več o samem programu in dogajanju nam bo povedala naša gostja Darja Potočnik. Lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni v tem studiu na prostem, na festivalu Soboški dnevi. Ja, kot ste povedali, bo čez nekaj dni, torej natančneje v petek, 22. junija, pričetek 23. festivala Soboški dnevi. Prizorišča so enaka kot prejšnja leta, torej ta osrednja zelenica v mestnem parku, grajsko dvorišče, vhodna ploščad gradu ter tudi prizorišče v Evangeličanski cerkvi. Letošnji festival smo enako kot tudi prejšnja leta pripravila mestna občina v sodelovanju z našima javnima zavodoma, torej Zavodom za kulturo, turizem in šport ter Mladinskim informativnim in kulturnim klubom. Festival celoten traja teden dni, od petka do petka, torej od 22. do 29. junija. In sicer je festival razdeljen v več programskih sklopov. Torej prve 3 dni osrednji zabavni program na tem osrednjem prizorišču v mestnem parku. Potem bo pa zatem v naslednjem tednu izveden cikel klasične glasbe v Evangeličanski cerkvi, prav tako predstave na grajskem dvorišču. In tretji cikel pa je folk art na vhodni ploščadi gradu, torej na osnovi dobrega sodelovanja z Lentom. Letošnja posebnost je ta, oziroma nekaj drugačnega je to, da je v okviru zadnji dan festivala, torej petek 29. bo v okviru festivala Soboški dnevi izveden koncert na grajskem dvorišču, in sicer skupina Špirit, ki v letošnjem letu praznuje 50. rojstni dan. Tako so se že lansko leto v jeseni obrnili na nas ter nekako smo dogovorili sodelovanje, torej praznovanje Abrahama skupine Špirit bo v okviru Soboških dnevov na grajskem dvorišču. Soboški dnevi se začnejo v petek, več o tem bo nam povedal naslednji gost. Če mi mogoče malo podrobneje poveva, kaj se bo dogajalo v soboto, v nedeljo na Soboških dnevih. Ja, ta drugi dan prvega cikla ali dela bo seveda sobota tisti dan, ko ljudje imajo čas, je tudi bogatejši program, čeprav vse 3 dni pravzaprav. Torej v soboto se nam bo poleg otroške predstave na grajskem dvorišču tukaj na glavnem odru predstavil domači ustvarjalec Pepson z gosti. Za njim prihaja skupina Tabu, ki v letošnjem letu praznuje 20 let delovanja, in seveda osrednja glasbena nastopajoča Severina, ki bo po nekaj letih spet prišla v Mursko Soboto. V nedeljo pa spet po otroškem programu Čale Sale, med mladimi zelo priljubljen in znan, potem pa Tanja Žagar in Avantura, in zadnji nastopajoči, torej v nedeljo, pa bo skupina Help Beatles Club Tribute Band, torej skupina, ki preigrava glasbo Beatlesov. Pri pripravi programa smo seveda se trudili, da bo raznovrsten, pester, in upamo, da bodo res si lahko vsi obiskovalci našli nekaj zase. Zanimivo je, oziroma verjetno omembe tudi to, da kot vsa leta do zdaj so tudi letos Soboški dnevi brezplačni oziroma brez vstopnine. Ja, hvala za to vprašanje. To je seveda potrebno omeniti, to ni samoumevno, to, da je celoten festival, torej 8 festivalskih dni, 33 dogodkov, vse brez vstopnine, je verjetno bolj redkost kot pa stalnica v drugih okoljih, tako v našem kot tudi drugje po ostalih delih Slovenije. To seveda nam omogočajo tako proračunska sredstva občinskega proračuna, predvsem pa seveda sponzorji. V letošnjem letu so se sponzorji izjemno dobro odzvali na našo prošnjo, tudi ko je bilo vloženo dosti truda, in tako so v resnici sponzorji prispevali skoraj toliko sredstev za pokritje celotnega programa, vsebinskega dela, se pravi nastopajočih.
Če ste že omenili proračunska sredstva, koliko pa je vrednost tega festivala, koliko občina odšteje? Dejali ste tudi, da velik del pridajo, pripomorejo tudi sponzorji. Ja. Celotna vrednost celotnega festivala, torej vsa infrastruktura nastopajoči, je ocenjena nekako na 130 tisoč evrov. Čisto natančnih podatkov ne moremo dati, ker seveda vse ni možno oceniti. Od tega je polovica programskih stroškov, polovica so pa drugi izvedbeni. Tukaj je dosti, odri, reklame, čiščenje. V resnici je v celotno organizacijo festivala Soboških dneh in izvedbo angažiranih zelo dosti ljudi. Saj, ko smo sami obiskovalci, to mogoče sploh ne razmišljamo. Ko pa smo na drugi strani, kot tisti, ki pripravljamo, pa vidimo, da je za marsikaj potrebno poskrbeti. Tudi ne nazadnje po večernih zabavah, zgodaj zjutraj, ko tisti, ki so prejšnji večer se zabavali, doma počivajo, nekdo pride in to počisti. Tako da v bistvu je, kot povedano, je tu polovica stroškov programa, polovica pa stroškov drugih izvedbenih stroškov. Mogoče samo še vprašanje slišali bomo potem tudi v nadaljevanju. Soboški dnevi so festival, kjer je poskrbljeno oziroma kjer je za vsako generacijo nekaj oziroma vsak najde nekaj zase. Ja, upamo, da res tako. To je bil tudi naš glaven cilj pri pripravi programa, ki ga pač, kot povedano, skupaj z našima javnima zavodoma pripravljamo. Celoten program, da povsem vašim gledalcem še povemo, je objavljen na festivalski spletni strani, tudi na Facebooku. Občani Murske Sobote so ga dobili domov, vsi ostali pa lahko dobijo pač te moderne elektronske verzije. Kot smo že prej slišali, pri izvedbi Soboških dnevov tradicionalno zdaj že sodeluje tudi MIK. Več o tem, kako oni pomagajo, kako sodelujejo, pa nam bo povedal Vladimir Petkovič, programski vodja. Tako, MIK je tudi pozdravljeni vašim gledalcem, lepo vas pozdravljam vse skupaj. MIK je tudi v letošnjem letu sodeloval pri programu, predvsem pri koncertnem programu in seveda ta petkov dan nekako, kjer smo sugerirali glavnemu organizatorju Mestne občine Murska Sobota in sicer z pač malce urbanejšimi skupinami, zasedbami, tako da v petek bodo koncertno dogajanje odprli The Margins, ki so prekmursko-hrvaška zasedba, ki je pač leta 2017 v novembru mesecu izdala tudi svež album, tako da fantje so neprestano na koncertnih odrih, tako da so zelo dobro uigrani in prihajajo v zelo dobri koncertni formi. Na glavnem odru se bo dogajanje nadaljevalo ob 21. z zasedbo Pips Chips Video Clips, ki prihajajo iz Zagreba. Zasedba je že zelo dolgo na sceni, veljajo za nekako edinstveno in zelo kvalitetno urbano art rock zasedbo, so raznovrstni, vizualno atraktivni, vodi jih karizmatični pevec in frontman oziroma tako je, pevec Dubravko Ivaniš Riper. Zadnje leta izdajajo na vsaka pol leta po eno pesem in prihajajo tudi dejansko v nekako, bi rekel, tudi v življenjski koncertni kondiciji. Glavne zvezde večera v petek ob 23. bodo seveda Laibach, kot že verjetno vsi veste. Laibachi so nazadnje bili v Murski Soboti leta 2007, veljajo nekako za najbolj znan slovensko glasbeni koncertni izdelek, ogromno igrajo po tujini. Pred nekaj leti so obiskali tudi Severno Korejo, o čem se je posnel film, vsekakor kontroverzen, enigmatičen, konceptualen koncert nas pričakuje, ker bomo lahko tudi uživali v vizualnih efektih na njihovem koncertu. Ta petkov program se bo dejansko zaključil znotraj Grajskega dvorišča, ko se zaključi dogajanje v Mestnem parku, in sicer ob enih ponoči, ko stopijo na oder Grajskega dvorišča kamniški trojec Mater, ki pač imajo tak antireperski slog, ki trenutno veljajo za zelo iskano skupino po Sloveniji in tako da se veselimo, da smo jih uspeli pridobiti. To gre za njihov prvi
nastop v Prekmurju, tako da skratka to bo taka sodobna klubska zadeva, ki bo lepo zaključila ta prvi uvodni večer Soboških dnevov. Povedal bi še pol za naslednji dan, soboto 23. junija, bodo zaključili dogajanje znotraj grajskega dvorišča Koala Voice, ki igra eno tako zmes punka, diska, rocka, veljajo tudi za eno skupino, ki zelo veliko koncertira okrog, tudi po največjih festivalih, kot so Exit, Pohoda, In Music in tako naprej, tako da se tudi temu zelo veselimo. Soboški dnevi pa niso samo koncerti in večerno dogajanje. Že v petek boste v Miku poskrbeli tudi za dnevno dogajanje, za tiste najmlajše, pa tudi starejše. Prihaja namreč spet Igrivi park. Tako, Igrivi park je zdaj že neka stalnica festivala Soboški dnevi. V tednu med 22. in 29. junijem bodo pod krošnjami Trubarjevega drevoreda oziroma v mestnem parku se bodo dogajale kreativne delavnice, glasbene, športne delavnice, skratka program bo zelo nabit in bogat. To so brezplačna udeležba je seveda, tako da vsak dan se bo nekaj zanimivega dogajalo, za najmlajše mogoče kanček starejše tudi, tako da med 9. in 11. ta prvi vikend od 22. do 24. junija ter od ponedeljka 25. junija vse do tam do petka 29. junija pa med 16. in 19. uro. Rad bi še tudi opozoril na ta prvi koncertni vikend, ko se bo dogajala tudi šola urbanih športov, pride ekipa Flow Ramps, kjer bodo fantje postavili rampo, skatersko, rolkarsko, tako da bo možno uživati tudi v urbanih športih. Fantje bodo s seboj pripeljali tudi nekaj teh demonstratorjev, ki bodo pač mimoidočim obiskovalcem predstavili vse te svoje vragolije na teh svojih elementih, tako da temu se res veselimo in smo veseli, da smo se uspeli tudi z njimi spet dogovoriti. Mogoče, če samo še poudarimo, že ste sami omenili, obiskovalci bodo lahko prišli in preizkusili te zadeve seveda brezplačno. Tako, vse je to, cel koncept festivala je načeloma zelo odprt, tako da vsi bodo lahko, recimo kar se tega Flow Rampsa, sprobali zadeve, fantje bodo imeli nekaj tudi na voljo, teh svojih koles, rolkarjev, lahko tudi, če kdo ima od doma, prinese svoje zadeve pa jih sproba, tako da pazite seveda na varnost, to je prvo, čelade bo potrebno imeti s seboj in zaščitno opremo, tako da veselimo se, evo, na kratko. Veselimo se tudi mi. Seveda bo tudi na letošnjih Soboških dnevih poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Več o tem nam bo povedala Snežana Slekovec iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja, tako kot ste povedali, kot tudi vsako leto, bo v času programa vsak dan od 18. ure naprej tukaj na glavnem prizorišču poskrbljeno za pijačo in jedačo. Po prizorišču bo razporejenih 7 jurčkov, že klasično pri podrtem drevesu pa bo tudi šotor z gostinsko ponudbo, se pravi z ponudbo hrane. Tam se bodo obiskovalci lahko tudi posedeli na klopeh pod lučkami in hkrati opazovali dogajanje na odru. Mogoče povemo, kdo bo letos skrbel za to, da ne bomo žejni in lačni. To bojo Hotel Diana, okrepčevalnica Jugda, Miki bar, Pannonian Sailor, Zvezda turizem, okrepčevalnica Bistro Tanja, Lagev bar in pa za vse, ki radi tudi grizljajo, pa bo poskrbel Fun Food svojo ponudbo prigrizkov. Tako da lahko rečemo, da bo tukaj v sklopu Soboških dnevov tudi ena kulinarična ulica, če se lahko mogoče tako izrazimo. Tako, vedno poleg dobre glasbe, druženja pa še tudi, da pijemo oziroma pojemo in se skratka imamo lepo. Soboški dnevi se bodo zdaj že kot vsa leta do zdaj dogajali tudi tukaj na Grajski ploščadi. Začeli pa se bodo nekako s proslavo oziroma slovesnostjo ob prazniku. Več o tem nam bo povedala Duša Škof iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Ja, torej uvod v Soboške dneve bo četrtkova slovesnost ob dnevu državnosti. Nastopila bo vokalna skupina Katice.
ki deluje že preko 25 let in je imela svojo zelo medijsko odmevna obdobja, ko so delali recimo z Magnificom pa s Kreslinom. Zdaj pa so ponovno v odlični kondiciji, ker je vodenje tega zbora prevzela Petra Trobec, ki jo sicer poznamo iz skupine Manuš ali pa še prej Jare Raje. Ob njih, v eni točki celo skupaj, za njimi pa bo nastopil še mladinski pevski zbor 3. osnovne šole, ki se je, čeprav zelo mlad zbor, letos udeležil državnega tekmovanja in so takoj po prvem nastopu zmagali in se vrnili z zlatim priznanjem v Mursko Soboto. Slavnostni govornik pa bo župan mestne občine Murska Sobota. Sicer pa bodo Katice se z to ljudsko glasbo na njihov način sprehodile po teh obrobnih pokrajinah slovenskih, ker imajo to glasbo tudi najrajši, seveda tudi po našem Prekmurju. Kot sem dejala že uvodoma, Soboški dnevi, festival Soboški dnevi se bo odvijal tudi na Grajski ploščadi pred gradom skozi cel teden. Kaj si lahko obiskovalci obetajo? Ja, torej v tem drugem sklopu dogajanja Soboških dnevov se bo vsak dan pričel prve 3 dni, se pravi od 25. do 27. junija se bo dogajanje pričelo pravzaprav v cerkvi, nasproti naju, v evangeličanski cerkvi z ciklom klasične glasbe, zdaj že tradicionalnim. K nam bo prišlo veliko zelo mladih ljudi, ki so pa izjemno talentirani in so dobitniki številnih nagrad, priznanj na mnogih pomembnih tekmovanjih, bodisi v Sloveniji ali pa v tujini. Tako bo prvi večer zapolnila harfistka Lara Hrastnik, naslednji večer bomo slišali duo, ki ga sestavljata harmonikaš Andraž Frece in sopranistka Nataša Trčak. Tretji večer pa bo to godalni kvartet odličnih mladih glasbenikov, ki živijo v tujini, so člani tudi imenitnih evropskih orkestrov in prihajajo v Slovenijo v bistvu samo še zaradi nekih sorodstvenih vezi ali pa koncertov. Tako bomo slišali na violini Ano Julijo Mlejnik in Tino Čeh, na violi pa Andraža Feguša in na violončelu Sebastiana Bertonclja. No, potem se bo v ponedeljek in torek nadaljevalo dogajanje za nama na Grajskem dvorišču. K nam prihajata 2 monokomediji, to je žanr, ki je prav tako že tradicionalen na Soboških dnevih. Prvi večer bo to Uroš Fürst z Jamskim človekom, s katerim je podrl vse slovenske rekorde, ker je to predstavo odigral že preko 700-krat. Za njim v torek pa Zijak Sokolović s predstavo Kobajagi Donela Meroda, ki pa je imela tudi že ogromno število ponovitev, ne samo po Sloveniji, ampak po prostorih bivše Jugoslavije. V sredo in v četrtek pa se bo po koncertih klasične glasbe nadaljevalo dogajanje tu, na tem prizorišču, se pravi na tej vhodni ploščadi Soboškega gradu, kamor prihajajo folklorne skupine iz Mariborskega Lenta. Letos bo program še posebej bogat, ker imajo oni obletnico, mislim, da 30. To so res vrhunske skupine. Prvi dan se bosta pri nas izmenjavali 2 kulturi, in sicer azijska, ki jo bo zastopala Ruska republika Tuva, to je sibirska dežela z grlenim petjem, mistiko, in pa Peru, ki bo skušal obuditi nekako te svoje korenine povezane z Inki. Naslednji dan pa prihajajo k nam skupina iz Kenije, iz njihovega glavnega mesta Nairobi, nacionalni ansambel. Potem smo pa napovedali v našem festivalku tudi Indonezijo, ki pa je žal v tistem času, ko je bil festivalku že natisnjen, odpovedala sodelovanje na Lentu, zato seveda bo umanjkala tudi pri nas. Jo je pa ta producentka folk arta že nadomestila z imenitno skupino, z nacionalnim ansamblom Črnogorskim iz Podgorice. Tako da bo mogoče to manj eksotično, ampak zato nič manj kakovostno. Nekako, mogoče samo še za konec, nekako se mi zdi, da v sklop Soboških dnevov sodi tudi praznovanje občinskega praznika, ki je sicer nekoliko dni kasneje. Ja, običajno smo to naredili na predvečer državnega praznika in se je to dogajalo v sklopu Soboških dnevov, ampak potem je bilo veliko teh logističnih težav, ker je
bilo dogajanje v dvorani, istočasno so se zunaj dogajale žetonske vaje, motili smo en drugega in je letos pač padla odločitev, da to naredimo v uvodu soboških dnevov. Takrat ljudje tudi niso obremenjeni z drugimi dogodki in zato pričakujemo tudi zaradi kakovostnega programa, da bo prišlo veliko število obiskovalcev, kar je tudi nekako običajno na teh slovesnostih. Zdaj bojo prišli bolj z mirom, nikamor jim ne bo bilo potrebno hiteti po slovesnosti. Prav, najlepša hvala vam za te informacije. Veseljem. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in se vidimo na Soboških dnevih.